Razstava Lovka Erika v Mestni galeriji v Piranu, projekt Obalnih galerij in predvsem tukaj je zaslužna hčerka Maja za postavitev, ki je tudi posodila ta dela za razstavo. Je postavljena ob 10. obletnici avtorjeve smrti. No, avtor je sicer umrl leta 2009, ampak se je pač ta predstavitev nekoliko premaknila v letošnje leto. In razstava nekako predstavlja nek manjši pregled njegove ustvarjalnosti, tako na kiparskem kot na slikarskem področju. Razstava izpostavlja tisto, kar pravzaprav Lovko Erik predstavlja v našem slovenskem prostoru in z današnjo 10-letno distanco, gledajoč na njegovo ustvarjalnost, lahko seveda rečemo, še vedno rečemo, da je bil Lovko Erik precej samosvoj ustvarjalec, samounik ustvarjalec v slovenski likovni tvornosti iz tistega časa. Skratka, bil je precej nevsakdanji v času in prostoru. Gre za to, da je Lovko Erik pravzaprav ohranil v vsem svojem ustvarjalnem obdobju neko figuralno formo. Skratka, gre za skorajda realistično slikarstvo, ki pa je izpeljano na nek specifičen avtorski način. Če gledamo njegove podobe, lahko rečemo, da so polne nekih slikarskih, historičnih citatov. Tukaj gre za preplet, morda lahko rečemo, da je v ozadju vplivnost nekega prostora precej vidna, in sicer govorimo o italijanskem kulturnem prostoru, kjer se je Lovko šolal, končal je najprej akademijo, slikarsko akademijo v Firencah, potem pa je prišel v Ljubljano in tukaj vpisal specialko in naredil specialko iz kiparstva. No, to je že neka specifika, ki kaže na neko samouniknost oziroma posebnost. No, skratka, Lovko jasno nakazuje to vezanost na italijanski prostor in predvsem mediteranski prostor, kljub temu, da iz Postojne bi lahko ga uvrstili med mediteranske ustvarjalce. Tukaj je predvsem ta izrazitost kolorita, ki je verjetno en najpomembnejših elementov, izraznih elementov v njegovem slikarstvu. Vendar posebna je pa pravzaprav forma njegovih podob. Gre za svet, ki bi ga lahko opredelili kot nek magično realnost. Skratka, pri njem bi težko določili, da gre za magični realizem, težko bi rekli, da gre za surrealizem, težko bi rekli, da gre za pop art, niti realizem čisti to ni. Skratka, lahko bi rekli, da gre za nek preplet in mešanico različnih slogov, ki pa jih avtor zaokroži v neki svoji maniri. Vsebinsko je Erik Lovko vezan bomo rekli, na zgodovino, vendar vedno uporablja simbole, ki nekako plemenitijo to njegovo pripoved. No, in v ozadju vsega skupaj mislim, da je osnovna in glavna tematika in vsebina, s katero se ukvarja, medčloveški odnosi. No, kajti v njegovih podobah skoraj da nimamo, bomo rekli, prostora ali prizora, ki ne bi imeli opravka z človeško figuro. Ta je vedno v odnosu z temi simboličnimi predmeti, v odnosu z drugimi figurami in v odnosu v prostoru, kajti gre za specifične prostorske lege.
Pri njem pravzaprav te figure ne obstajajo v realnem, skratka ne stojijo na zemlji, ampak večinoma ali lebdijo ali so v nekem drugem polju. Skratka, prepletenost je ne samo prostorska, tudi časovna in tako dalje. Kiparstvo Erika Lovka je tudi precej posebno, če rečemo, v našem prostoru. Zaradi tega, ker v začetku, se pravi tam proti koncu 70-ih let, ko nastopi pravzaprav v našem prostoru, seveda uporablja materijale, ki so bili nekako takrat že sprejeti, se pravi razne plastične mase in podobno, ampak predvsem so forme zanimive, ne. Tukaj gotovo obstaja nek vpliv Brankusija, ker mislim, da je to avtor, ki ga je nekako zelo cenil in že od začetka vplival nekako na njega, no. Ampak tudi to je pač izgotovljeno, te prvi kipi so izgotovljeni na en specifičen način, kjer hoče biti precej, bomo rekli, humorističen, kako bi to imenovali. Kipe dela skoraj da tako kot slike. Imamo več takšnih primerov, kjer je, ne vem, recimo sliko Matisa izgotovi v neki plastični formi in tako dalje. No, ampak v kasnejših obdobjih ga predvsem zanima ta časovni rez, ki v kiparstvu pač je v kiparstvu precej težko izpeljan. No in ta časovni rez, govorimo o temu, da je pač značilno njegovo delo se imenuje bazen ali okno, recimo. In tam predstavi recimo polovico ribe, katere drugi del je potopljen v bazenu, ki je kamnit. Skratka, ta časovnost v prostoru ga je nekako vznemirjala in v kiparstvu se je precej časa ukvarjal s tem. No, v kasnejših obdobjih, bomo rekli v zrelejšem obdobju, pa se kiparstvo bolj obrača v tisto, kar je bilo prva ljubezen Lovka. In sicer on se še vedno ozira v tisti antični svet, v renesansu, skratka heroičnost telesnine, bi jaz rekel temu. Kajti ta monumentalna telesa, anatomsko tako ali drugače izpeljana, so značilnost tako njegovega slikarstva kot njegovega kiparstva. No, ampak v kiparstvu ni zadovoljen s tem, da bi recimo izgotovil realistično, anatomsko pravilno izgotovljeno človeško telo, ampak se vedno poslužuje nekega reza. Vedno je tu samo del, kot nekakšen non finito, ampak na specifičen način odrezano, tako da imamo občutek tega časa, kajti to nenehno poudarja v svojem razmišljanju forme tudi v kiparstvu. No, kar se tiče materialov, kot rečeno, v prvem obdobju se poigrava z raznimi poliestri in umetnimi materiali, ampak v kasnejšem obdobju preide večinoma na kamen oziroma tudi kar nekaj bronastih kipov je odlitih v teh 90-ih letih. No, kot rečeno, pa se tudi v kiparstvu skuša poigravati s to irealnostjo in to je ta rdeča nit, ki njegovo likovnost nekako povezuje od samega začetka, od tistih del, ki so nastale še v nekem slogu kubizma, kajti na akademiji se je s tem ukvarjal, pa do teh zadnjih del, ki so praktično predvsem slikarska in upodabljajo glasbenike, ampak tudi ti nosijo nek simbolični karakter z poseljenostjo prostora, s predmeti, ki so precej nenavadni. Kljub temu, da gre za trobentača, je vedno nekaj zraven, kar to osebo oziroma tega protagonista drugače opredeljuje. V galeriji Insula predstavljamo cikel Lovkovih risb,
ki nosijo naslov Tango. Gre za tematsko zelo določen opus del, ki je nastajal večinoma tam po letu 2000, se pravi med leti 2002 in 2005. Gre za edinstven cikel, kajti se precej razlikuje od ostalega Lovkovega dela, tako tistega kiparskega, kot tistega, predvsem tistega slikarskega, kajti lahko bi rekli, da je to cikel, ki je realističen, kajti upodobljeni par, se pravi plesalca, sta prisotna v realnem prostoru, kar je precej nenavadno za Lovkovo likovno izraznost oziroma izpovednost. Gre za, se pravi, cikel risb v črno-beli tehniki, jasno, in gre za risbe, ki verjetno v tem ciklu nekako dosegajo vrhunec Lovkove dejavnosti na področju risbe. Ključno pa je to, da se tukaj neposredno dotakne tistega, kar je v Lovkovi vsebini, večinoma vsebin njegovega dela, in sicer gre za medčloveške odnose. Konkretno sta tukaj predstavljena moški in ženska v nekem določenem, seveda, plesnem gibu, ki pa skozi to prepletenost, dinamiko in izraznost, ekspresijo obrazov in tako dalje, pač izkazuje njun globlji odnos. V osnovi smo soočeni z neko erotičnostjo, ampak ta erotičnost se prenaša oziroma se globi v tisto, kar je širši odnos med njima. Gre za verjetno neko zelo intimno izpoved avtorja. Razstava je, kot rečeno, dokaj pregledna, kajti pričenja z deli, ki so nastali še za časa akademije, se pravi, govorimo o polovici 70-ih let, in zaključuje z zadnjimi deli narejenimi leta 2009, se pravi v letu, ko je avtor umrl. No, nesporno se je v tem času njegovo delo spreminjalo, ampak nekih radikalnih sprememb, moramo reči, tukaj ni. Lovko Erik je že na začetku zasnoval pravzaprav svojo osebno mitologijo, če tako rečemo, in tukaj in to se je nekako najbolj izkazalo v obdobju nove podobe. Če bi dele, ki so nastajale v začetku 90-ih let, opredelili v tem smislu. No, nova podoba se tukaj izkazuje kot tisti čas, kjer zopet postanejo veliki formati z bogatimi barvnimi ploskvami, pa tudi figuralnost možna. Predvsem pa je tukaj ključna ta, kot rečeno, neka zasebna mitologija, se pravi svet, ki je nekoliko zaprt, avtorsko zaprt, a po drugi strani široko razložljiv, zaradi tega, ker tudi v simbolnem smislu se ti simboli prepletajo, enkrat lahko predstavljajo nekaj, drugič spet drugo. Ampak vedno je tukaj zelo zgoščena zgodba in ta narativni del je pri Lovku izjemno bogat.